Spoštovani Božji prijatelji, prav lep prisrčen pozdrav iz naše televizije Exodus. Ponovno imamo oddajo Drugi Vatikanski koncil in nove binkošti s profesorjem doktorjem Ivanom Pojavnikom. Po duhovni teologiji in po svetem pismu razlagamo zgodovinske dogodke, ki so pripeljali do Drugega Vatikanskega koncila. Obenem pa razlagamo po duhovni teologiji tudi zgodovinske dogodke časa pred koncilom. Spoštovani profesor, veselimo se nove oddaje, ko bodo naša srca razsvetljena z Svetim Duhom, da lahko razumemo, kaj se pod soncem dogajalo je in kaj se še danes dogaja. Prav lep pozdrav. Da, prisrčno pozdravljam tudi vi, gospod Zoran, in vsi gledalci in poslušalci. Prosimo ženo obdeto soncem, naj nam izprosi Svetega Duha, da bomo pri obravnavi teh velikih skrivnosti vodeni od luči od zgoraj. Hvaljen Jezus in Marija. Na vekomaj. Amen. Torej, smo še vedno pri Piju 12., drugi svetovni vojni. In Janez Pavel je komentiral tudi drugo svetovno vojno, pa delno tudi vlogo Pija 12. Kako je Janez Pavel II. Gledal na drugo svetovno vojno? Torej, on je doživel to drugo svetovno vojno in je izjavil, da je ta vojna bila morda vojna, ki je najbolj poteptala dostojanstvo človeka in pravice človeka. Torej imamo to teptanje pravic človeka in narodov, potem pa tudi grozodejstva druge svetovne vojne. Kako naj bi to razlagali? Tukaj se moramo zateči k evangeliju, ker drugače ni mogoče tega razlagati. In sicer v evangeliju opazimo, da je Jezus ozdravljal telesno obsedene ljudi, torej izganjal hudobne duhove iz teles in je rekel, da s tem je nastopilo Božje kraljestvo, da je v njem Božja moč, da s prstom Svetega Duha izganja hudobne duhove. Poskušamo razumeti torej dogodke, zgodovinske dogodke v drugi svetovni vojni po duhovni teologiji in pa Božji besedi, Svetem pismu. Torej gre za zopet ta boj med hudim duhom, glede na evangelij, in Bogom. In da Jezus je gospodar nad hudim duhom, ampak nekako, da ni mogel tega preprečiti, ali kako? Torej tukaj on je izganjal hudobne duhove iz teles obsedencev, ampak potem Sinedrij, ki je bil vrhovna ustanova, nekakšen državni zbor, torej ni mogel tajiti brez številnih čudežev Kristusa, njegovega Božjega nauka, ampak je vodil jezikovno vojno proti Jezusu iz Nazareta. Torej, nazadnje ga je obtožil, torej, da s poglavarjem hudobnih duhov izganja hudobne duhove. Torej, ta obtožba, ki je išla iz Sinedrija, torej njegovih privržencev, ta obtožba je bila, kot je rekel sveti Avguštin, duhovni umor Kristusa. Torej, duhovni javni umor Kristusa, kajti potem na podlagi tega, kot pravi sveti Avguštin, so ljudje zapuščali Kristusa, izgubljali vero v Kristusa in so postajali ljudstvo antikrista, to se pravi ljudstvo, ki se je borilo proti Kristusu. Torej in tukaj pravijo cerkveni očetje, da gre za greh zoper Svetega Duha in za duhovno obsedenost. Torej duhovno obsedenost. Prej sva rekla, da je iz teles izganjal, torej telesno obsedenost ali kakorkoli, ampak verjetno je tudi vsaka telesna, tudi duhovna obsedenost
obsedenost s hudim duhom. Kajti Jezus tam pravi, da se upirajo Svetemu duhu, oziroma da je to greh, ki ne bo nikoli odpuščen, če zanikajo tako očitno delovanje Svetega duha in so potem dali prednost hudemu duhu. Da, tukaj seveda telesna obsedenost ni isto kot duhovna obsedenost. To je neizmerna razlika, kakršna razlika je med duhom in telesom, torej fizičnim telesom, to je ogromna razlika. Torej, in tukaj vidimo, da ta spor, ki ga opisuje 8. poglavje Janezova evangelija, ko je Kristus v Jeruzalemu in ima tam pomemben govor, in so tudi mnogi predstavniki Sinedrija, in pravi: za mojo besedo v vas ni prostora, vi imate za očeta hudiča in hočete izpolnjevati njegovo voljo. On je bil ubijalec človeka od začetka, ni obstal v resnici, govori laž in je oče laži. Torej, tukaj imamo pomembne teološke elemente, torej, da Lucifer ni ostal v resnici, ki je Bog, se uprl tej resnici, se ukrivil svojo voljo v absolutni egocentrizem, je hotel biti središče namesto Boga. Torej, tukaj imamo največjo zablodo in največjo laž, ker samo absolutni Bog je absolutno središče vesolja. Torej, s tem je on postal, kakor pravi Jezus, oče laži, pa tudi oče egoizma in sovraštva. Torej, in je zapeljal del angelov odpad od Boga za seboj in potem tudi človeka je zapeljal v odpad od Boga. Zato ga Jezus imenuje, torej, oče laži in morilec človeka. Zapeljali pa so torej tudi izraelsko ljudstvo stran od Kristusa. Še danes je internet poln različnih rabijev, ki razlagajo, zakaj Jezus iz Nazareta ni njihov Mesija in da ga še vedno čakajo. Potem pravijo, da nikjer v Svetem pismu nič ne piše o Jezusu. Še danes so oni proti Kristusu. Uradni judaizem ni sprejel Kristusa Jezusa, razen redki mesijanski kristjani. Torej, odpeljali so stran judovsko ljudstvo in Jezus jih je obtožil sodelovanja, lahko rečemo, ne, s hudim duhom, oziroma celo, da so od njega kot duhovno obsedenost, ali kako je to Jezus mislil? Torej, tukaj gre za duhovno obsedenost, za posnemanje hudobca. Torej, s tem posnemanjem hudobca, z napuhom, torej, in zametavanjem resnice so duhovno postajali njegovi otroci, so oblačili demonsko naravo, torej laž in dvoličnost. Torej, tukaj gre za duhovno obsedenost. In seveda, kakor so rekli cerkveni očetje, hudobni duh se nikoli ne kaže kakor zmaj, ampak kakor slaščičar. Torej, že Jezusa je skušal na gori: vsa kraljestva tega sveta ti dam, če pred me padeš in me moliš. Tako hudobni duh ponuja ljudem kraljestva tega sveta, ponuja, kakor pravijo cerkveni očetje, slaščice. Te slaščice so strupene, nečistost, lakomnost, torej kraja, laži in tako naprej. In kakor pravi sveti Gregor Veliki, on se prilagodi vsakemu odjemalcu in odjemalec od njega jemlje te slaščice, ki so mamila, so strupene slaščice, in tako postaja njegov vedno večji odvisnik. Kakor vidimo, tisti, ki jemlje fizična mamila, postaja odvisnik, torej, od mamil. In tukaj imamo strasti, neurejene strasti, torej, s katerimi ljudje postajajo odvisniki od hudobca, ki jih hrani, seveda za pekel, gotovo. V tej duhovni razlagi pravi, vi imate za očeta hudiča in
On pa dela kot oče laži. Torej, tudi v današnjem svetu dela z lažjo in z prevaro. Ali je teoretično možno, da je tudi ta velika svetovna pandemija prevara in pa, bi rekel, neke vrste orodje tudi hudobije? Torej, tukaj bi rekel, da on ne more spremeniti svoje narave, on je oče laži in ubijalec, morilec človeka. Ampak jaz, preden pridemo na to, proti koncu te oddaje, bi jaz omenil svetega Hieronima, ki je to dobro razlagal, oziroma najboljše razlagal, ko je razlagal preroka Izaija 28. poglavje 14. do 15. vrste. Torej, sveti Hieronim uči tole: poslušajte, voditelji tega ljudstva v Jeruzalemu, ki pravite, in tukaj navaja Izaija 28. poglavje, sklenili smo zavezo s smrtjo, naredili pogodbo s podzemljem, ker ko pride povoden, nas ne bo dosegla, ker smo postavili laž za svoje zavetje in se skrili v prevaro. To je prerok Izaija. Potem pa nadaljuje sveti Hieronim. To kaže, da niso nikoli verovali prerokom, ampak so svoje upanje postavili v laž, to je hudiča, ki je oče laži. In je to s tem dejanjem, bi rekel, sicer ne s nekim formalnim pogodbo, so pristopili hudiču, pravite vi, zdaj so pristopili hudiču, ali potem pomeni tudi, da vsakim grehom se mi odpiramo oziroma padam pod oblast hudobnega duha, se njega na nek način molimo, ga priznamo za svojega voditelja. Torej, to ni še vsakim grehom, ampak smrtni greh je to. Ampak oni so svobodno voljo živeli v zavezi z očetom laži. Torej, to je bilo usodno. In pravi, me hočete umoriti, spolnjujete voljo svojega očeta. Se pravi, naskrivaj so pripravljali in so imeli načrt o umoru Kristusa. On, ker je bil Bog, je to vedel. Torej, oni so se svobodno voljo oklenili hudobnega duha. In njihovo glavno orožje je bilo, kot je rečeno v Evangeliju, hinavščina, dvoličnost. Torej, na zunaj so se kazali sveti in pravični, dejansko pa so bili skrajno dvolični, torej in so pripravljali umor Kristusa. Zato tudi pravi, ne morete sprejeti moje besede. Niso mogli sprejeti Evangelija, ker so govorili dvoumne jezike, torej parcialne in temeljno dvoumne jezike, ker so živeli v zavezu z očetom laži. Torej, če prav razumem, midva se spuščava zdaj v to duhovno teologijo izraelskega ljudstva, da bi razumeli tudi drugo svetovno vojno, torej ta odpad, zavračanje Kristusa kot rešitelja, kot gospoda, kot dobrotnika, in to potem so glavni vzroki za drugo svetovno vojno. Torej, tukaj v ozadju so iste duhovne resničnosti, kajti ti nasprotniki Kristusa, ki so bili veliki duhovniki in potem torej doktori svetega pisma in postave, ti so izvršili največji zločin v zgodovini, se pravi umor človeka Boga. To so bili največji torej zločinci vse svetovne zgodovine. S tem so tudi pripravili katastrofo izvoljenega ljudstva, kajti Bog je potem, Božja pravičnost, so Rimljani kaznovali in porušili Jeruzalem, so pripravili to katastrofo in potem so pripravili tudi svojo večno katastrofo, ker so torej so se pogubili, ker so zavrgli Kristusa in ga umorili. In s tem so
pripravili tudi katastrofo, večno pogubo vseh tistih, ki so šli za njimi, ki so zavrgli Kristusa, torej ta generacija. In kakor pravi sveti Hieronim, to so bili pijani od vina zmajev. Torej to vino zmajev je tako strašno, da kdor je pijan od tega vina, torej oni so toliko živeli v tej zavezi z očetom laži, poglejte kakšne katastrofalne posledice, torej so bili pijani z vinom zmajem, to je tako močno vino, da se nobeden ne strezni niti vso večnost v peklu. Se ne strezni. Sedaj, če tako preprosto razmišljam, z neko kmečko logiko, če so voditelji zapeljali ljudstvo izraelsko in je živelo preganjanje potem v Bizantinskem cesarstvu, v vse posod po svetu, kasneje v Rusiji, v Evropi in pa na koncu v drugi svetovni vojni, še posebej pod Hitlerjem, ali to pomeni, da so vsi ti njihovi potomci kot nedolžni trpeli, ali kako je ta krivda potem na vso ljudstvo padlo? Koliko Judov in družin in otrok je bilo uplinjenih. To sem gledal isto žalostno oddajo, menda 24 ur Auschwitza. V 24 urah so jih pobrali iz svojih domov, jih peljali, ločili tam v Auschwitzu in potem uplinili. V 24 urah se je vse to zgodilo. Torej, kaj so ti otroci potem krivi? Torej, tukaj zdaj vi ste šel predaleč, ampak tukaj je v ozadju je apostol Pavel, torej, ki razpravlja o tej krivdi judovskega ljudstva od 9. do 11. poglavja, so 3 poglavja, treba prebrati te 3 poglavja. To izvoljeno ljudstvo je bilo izvoljeno od Boga, torej ljudstvo Božje, ljudstvo stare zaveze. Torej so bili preroki in vse to in so pripravljali Kristusov prihod. In ono je imelo v Božjem načrtu vlogo, da bi potem iz njega, torej šel Mesija, ki naj bi potem odrešil vse narode. Torej ta Božji načrt se ni spremenil. Oni so odpadli od tega Božjega načrta in tem je bila njihova krivda. Zato apostol Pavel piše v tem pismu Rimljanom, da oni so bili prvi, še vedno zaradi obljub stare zaveze so Bogu dragi, ampak oni so zavrgli Kristusa. Zdaj tisti, ki se rodijo, če bi se recimo mi rodili kot Judje, bi ne imeli te krivde, ampak narodi imajo v Božjem načrtu določeno vlogo. Tako visoko vlogo noben narod ni imel, kakor judovski narod, ki so bili edini izvoljeni narod stare zaveze. Zato ta krivda je bila strašna. Naroda kot naroda. Torej ne moremo zdaj tukaj razpravljati o zdaj teh, ki se rodijo, ker lahko bi se tudi mi rodili v judovskem narodu. Ampak to se potem, vidite, potem, ko pravi, da potem so izgubili Božje kraljestvo, in je zveličanje prešlo na pogane. Ne? Torej, to je bil Božji načrt, ampak oni so to zavrgli, ti voditelji. Glavno krivdo so imeli voditelji, gotovo. Ja, vidimo, da voditelji nas lahko kam zapeljejo, ne? Ali pa starši, recimo, ali učitelji, ali politični voditelji, državni voditelji, saj oni ravno vodijo, ali pa evropski voditelji, oni vodijo naše življenje na nek način in imajo to možnost, da ga zakomplicirajo. To je zelo pomembno, da bi imeli resnično poštene, rečeva tudi pobožne, božje ljudi na vodstvenih vlogah državi, ljudstva, ki bi jih lahko vodilo potem po dobri poti. Torej, spremljava usodo izraelskega ljudstva,
ki ima iste korenine kot v drugi svetovni vojni, oziroma to bi naj bile tudi neke vrste posledice njihovega trpljenja, če sem prav razumel v tej teologiji, njihovega ljudstva. Torej tukaj moramo ostati samo pri apostolu Pavlu, ta 3 poglavja, ampak jaz bi prešel k temu, kar je rekel Jezus apostolom: eden izmed vas je hudič. Torej, vemo, da ta hudič je bil Juda Iškariot, ki je skrivaj, torej imel najvišjo milost, kar sploh jih je v človeštvu, samo 12 ljudi je imelo to milost, biti apostol človeka Boga. On je imel to najvišjo milost v vsem človeštvu, in vendar je zavrgel to milost, ker je torej potem Jezusa skrivaj izdajal in prodal torej za 30 srebrnikov. Torej strašen greh tega Judeža Iškariota. On je bil najgloblje obsedeni, duhovno obsedeni človek v zgodovini. Najgloblje obseden je bil on, torej, ker je izvršil tudi najstrašnejši zločin. Torej, zato pravi ta sveti Gregor iz Nise, da trpi neskončno kazen v peklu. Torej, 2 svetnici, sveta Hildegarda in sveta Veronika Giuliani, sta videla, da v peklu zmaj sedi na duši Judeža Iškariota. Torej, ta problem duhovne obsedenosti se pojavlja tudi v zgodovini Cerkve, v ljudstvu Antikrista, torej, ki ga vodi, tako kakor pravijo cerkveni očetje, Satanova sinagoga, torej voditelji ljudstva Antikrista in krivovirci. Torej, iz tega ljudstva Antikrista bo išel tudi Antikrist, ki bo duhovno obseden človek. Po duhovni obsedenosti, pravijo cerkveni očetje, nižji samo od Judeža Iškariota. Danes se veliko govori o tako imenovani kabali. Kabala, ki bi naj vladala svetu in se tudi na nek način duhovno povezuje z zlom, kajti kabala sama je tudi klicanje zlih duhov, in to bi naj bile neke povezave z zlom, in ima ta kabala, tako pač pravijo, bi naj imela oblast na vseh področjih življenja, preko financ, preko denarja. Juda je zamenjal denar za Jezusa. Torej, ta kabala naj bi tudi vladala preko teh, se pravi, povezave bank in denarja, ki ga delajo iz nič. Se pravi, tu lahko vidimo neko podobno povezavo. Denar, izdajstvo, zlo in pa usoda, ki se potem pripravlja. Torej, nažalost se to nadaljuje, ta skrivnost krivičnosti v zgodovini, in sveti Avguštin je zapisal, kakor je hudič vstopil v srce Judeža, da bi izdal Gospoda, in ne bi vstopil, če bi mu ne napravil prostora, tako mnogi hudobni ljudje iz središča Babilona z mesenimi željami naredijo prostor za hudiča in za njegove angele, da delujejo v njih in iz njih. Torej, tukaj govori o središču Babilona, ker pravi nekaj drugega je predmestje ali obrobje Babilona, ampak središče Babilona je duhovna prestolnica te hudičeve države, torej, ki leži na ravni pola spodnje polute antropološke oble. In to prestolnico Babilona opisuje torej Apokalipsa 17. poglavje od 1. do 6. vrste, treba brati vseh te 6 vrst, ki jo imenuje velika vlačuga, torej, in mati vseh gnusob na zemlji, torej, in ki sedi na škrlatni zviri, to se pravi, živi v tesni zavezi z Leviatonom in njegovimi angeli. Torej, je tudi, kot pravijo cerkveni očetje, središče, iz katerega izhajajo vsi boji proti cerkvi in preganjanja cerkve.
Zanimiva je ta primerjava, ne, ki je, pravite, vlačuga z določenimi zelo vplivnimi tajnimi organizacijami, kjer je dejansko seksualnost tisti temelj nekega vrste dualizma in potem seksualnost je tisto, ki pač je pomembna in je v centru te duhovnosti in gre ravno za neke vrste, torej tudi naravo in tako naprej, in gre za neke vrste ravno nasprotje urejeni, recimo, spolnosti oziroma celo celibatu, ki ga katoliška cerkev zagovarja in kot ideal Jezus postavlja, nekateri so pa samski zaradi Božjega kraljestva. Torej gre za to seksualno naravo tega zla ali te duhovnosti, bi rekel, ki obvladuje danes preko različnih vzvodov svet. Da, tukaj v tej smeri bi omenil Origena, torej tega velikega razlagalca Svetega pisma iz prve polovice 3. stoletja, ki pravi, krščanska duša, ki živi v zavezi s svojim ženinom, ki je Kristus, ki je Božji logos, rojeva dobre misli, dobra dejanja in dobre kreposti, torej nadnaravne in naravne kreposti. Ne? Če pa prelomi zavezo, in to je smrtni greh, če pa prelomi zavezo s Kristusom, potem prešuštvuje in se združuje in objema hudobca in potem spočenja in rojeva hudobne otroke, rojeva hudobne misli, hudobna dejanja, rojeva zlodejnosti ali proti kreposti in najgloblje nečistovanje poteka na ravni napuha. Torej na ravni napuha, ker Satan je kralj vseh, ki živijo torej v temeljni drži napuha, to je rečeno tudi v Svetem pismu. In po tej komunikaciji napuha, kot pravi sveti Tomaž Akvinski, on poučuje svoje preroke. Torej ti so direktno poučeni od Satana. Torej so visoko leteči sateliti, torej pritlehni ljudje niti oddalec si ne morejo zamisliti, kako visoko leteči sateliti Satana so in deležni njegove demonske modrosti, zato uspejo prevarati ogromne množice ljudi. Torej živijo v zavezi z očetom laži in morilcem človeka. V eni razlagi je ravno tega, kar vi govorite, je omenjeno to, da gre v tej duhovnosti današnji, ki na nek način obvladuje vse te vzvode za vladanje svetu, da gre za tako imenovano naravo in ne gre več za moralo. In ker v naravi pač tudi ni nekega prešuštva, v naravi ni greha, pač močnejši na nek način zmaguje, zato je vse dovoljeno, ker je baje torej v naravi tudi tako in ker tudi sama, recimo, spolnost je v naravi in potem je vse to seveda zakrito z neko oblastjo, močjo in denarjem in tudi seksualnost, torej je potem tu vse v tej smeri, kot pravite, da so duhovno poučevani ti ljudje od hudobnega duha. Torej, kaj nam potem to pripravlja prihodnosti, če je ta princip delovanja teh sil v svetu, božje in sovražne sile, vedno isti. S tem, da je potem samo večje področje delovanja, ne več samo judovski narod, ampak, bi rekel, Evropa ali pa svet. Torej, tukaj moramo vedeti, da razsvetljenstvo v 18. stoletju je zavrlo nauk o izvirnem grehu. Torej, izvirnega greha ni, zato tudi
Kristus ni potreben odrešenik. Človek se rodi po naravi dober in je v vsem dober, to se pravi, ni več torej greha, ni več zla praktično, torej moralno zlo potem več ne obstaja, ne? Torej tu v ozadju je razsvetljenstvo, ampak drugi Vatikanski koncil je posodobil biblično patristični pogled na zemljo ljudi, torej na antropološko oblo in pravi, da Cerkev je začetek Kristusovega kraljestva na zemlji. Torej začetek Kristusovega kraljestva na zemlji je Cerkev kot zgornja, nadnaravna, torej in naravna poluta človeštva. In Pavel VI je rekel, da Kristus je polarna zvezda Cerkve. Janez Pavel II, da Kristus je središče vesoljstva in zgodovine. Torej zato Cerkev živi v nadnaravnem in naravnem koordinatnem sistemu, torej teocentričnem in antropocentričnem, v katerem je antropocentričnost, torej geocentričnost podrejena, torej antropocentričnosti in antropocentričnost, torej je podrejena teocentričnosti. In Cerkev živi torej v zavezi s Kristusom, ki je Bog in človek, torej v Cerkvi sta povezana, neločljivo povezana, teocentričnost in antropocentričnost. In to je ravno nasprotje od spodnje polute človeštva, o kateri smo govorili, da prevladuje torej absolutna antropocentričnost in geocentričnost. Torej kristjani živimo, smo nebeški astronauti, nadvesoljski astronauti, ker živimo v orbiti Kristusa, naše polarne zvezde. Torej nadvesolje, to je velikanski napredek, ker smo dvignjeni v nebeško kraljestvo in Božje kraljestvo in osvajamo torej večno Božje kraljestvo. Za ljudi, za naše gledalce in vernike, ki poslušajo, torej antropos je človek, antropocentričnost, se pravi, je človek v centru oziroma usmerjenost v človeka. In zdaj ste povedal, da sta teocentričnost, se pravi, je Bog v centru, in antropocentričnost, človek v centru, to je zgornja polobla sveta, se pravi duhovna, da smo mi povezani z Bogom, smo, se pravi, še nad vesoljem in imamo to duhovno povezavo z Bogom, tista negativna, pa je zopet antropocentrična, se pravi, zopet na človeka, ampak na zemljo tudi in geocentrična, se pravi, da se nekako ozira v zemljo ali pa na vse zadnje v zlega duha v tem svetu človeka, ki je vedno duhoven. Torej imamo zemeljsko usmerjenost, pozemeljsko in pa človeka usmerjenega v to pozemljo in imamo človeka usmerjenega v Božjo resničnost. Da poskušam malo razložiti vašo razlago in to pravite zopet princip, ki deluje skozi vso zgodovino, skozi vse čase in je tudi glavni motor dogodkov, ki se nam dogajajo. Da, torej tukaj imamo dva različna in diametralno nasprotna koordinatna sistema, torej spodnja polobla in zgornja polobla človeštva. Kristus je edini odrešenik človeštva, ker človeštvo se ne more rešiti iz sužnosti, torej greha oziroma egoizma in hudobstva, kakor pravi tudi drugi Vatikanski koncil. Potem Pij XII je napisal veliko okrožnico Kristusovo skrivnostno telo leta 1943, ki jo je zelo upošteval drugi Vatikanski koncil. Ampak jaz bi dodal še to, kar učita sveti Avguštin in sveti Gregor Veliki, namreč da obstaja Kristusovo skrivnostno telo, kjer je Kristus glava in mi smo udje. Podobno obstaja tudi skrivnostno telo hudobca,
torej kjer je on glava in vlada nad svojimi podložniki. Ne. Torej tukaj sta dve skrivnostni telesi. Ne. In kakor je Kristus poslal svoje apostole, tako tudi on pošilja svoje apostole. In zlasti pravi sveti Avguštin, najbolj mu je všeč, če pošlje svoje apostole preoblečene v Kristusove apostole. Torej to kaže zgodovina krivovirstev, da so nastopali ti apostoli Satana, torej preoblečeni v Kristusove apostole. Torej, kakor je Kristus imel svoje binkošti, torej binkošti ognja in ljubezni, to so binkošti Svetega Duha, ravno smo obhajali ta praznik binkošti, tako tudi Satan hoče imeti svoje binkošti. Torej, sveti Hieronim je zatrdil, noben cerkveni mož ni tako goreč, kakor je krivovirec, ki dela za večno pogubo. To se pravi, obstajajo tudi negativne binkošti, ker Satan je Božja opica, Satan je Kristusova opica, kakor Kristus ima svojo cerkev, hierarhično cerkev, tako tudi Satan hoče imeti svojo cerkev, hierarhično cerkev in hoče imeti tudi svoje binkošti. Če vas spomnim na to, kar ste rekli, hierarhično duhovno strukturo, imamo simbolni znak piramide, ki je precej zastopan v današnjem svetu in ravno kaže neko drugo hierarhijo s svojimi simboli, ki je v obliku piramide, torej hierarhije. In pa tisto, gospod profesor, kar ste rekel, da ima svojo duhovno, bi rekel, ne cerkev, ampak negativno duhovno skupnost, kot je cerkev Kristusovo skrivnostno telo, tako ima tudi hudobni duh svoje skrivnostno telo. Se pa spomnim tistega, kar ste rekel, se me je pa spomnilo na evangelij, ko je Jezus rekel Petru, hudič, pojdi od mene. In pa prej ste omenil, da je Juda bil hudič. Tudi Peter je bil hudič, pa Juda je bil hudič, oziroma je zlo delovalo preko apostola Petra, pa tudi je delovalo preko apostola Juda. Torej gre za neko duhovno povezanost ljudi, ki so v dogodkih tudi našega življenja, ali pa, če rečemo, svetovne politike, ali pa državne politike, ali evropske politike, ali kontinentne politike, ki imajo svoj vpliv, negativen ali pa dober, pozitiven vpliv v sedanjem trenutku, recimo, zgodovine. To, kar ste vi navajali apostola Petra, torej Kristus je napovedal svoje trpljenje, torej da ga bodo zavrgli, torej ti voditelji sinagoge oziroma Sinedrija, in da bo križan. In zdaj po Božjem načrtu je on moral trpeti. Zato v tem trenutku, ko je Peter, ta apostol Peter, skušal odvrniti Kristusa, torej od izpolnitve Božjega načrta, v tem trenutku je nastopil v vlogi Satana. Zato mu je rekel, Satan, pojdi od mene, to se pravi, hočeš preprečiti, da bi izpolnil Božji načrt odrešenja. V tem trenutku nasprotuješ, si nasprotnik. Kakor je Satan nasprotnik, poglejte, kakšno moč ima lahko Satan, kako torej zapeljuje. Ne? Torej tukaj bi omenil, da kakor obstajajo binkošti Svetega Duha, ki so binkošti ogenj ljubezni, tako obstajajo tudi binkošti, torej negativne binkošti hudobnega duha. In tukaj dve svetovni vojni sta bili dva svetovna požara sovraštva, torej dvoje strašnih negativnih binkošti, torej satanskih binkošti, ki sta povzročili ogromno uničenje, o katerem sem že govoril. Veliko sovraštva je na svetu, sedaj imamo politično tudi neke vrste sovraštvo
med, rečemo tako, no, kakorkoli, neko levico in desnico, in gre za neko demoniziranje druge strani politično, tudi pri nas v Sloveniji imamo ta razprtija in sovraštvo in demoniziranje in bi lahko rekel iz tega potem tudi neko obsodbo na iztrebljanje, skoraj da lahko rečemo. Vse to izvira tudi iz druge svetovne vojne in to se vleče naprej, kot ste vi rekel, neke negativne binkošti, neki negativni duh, ki je prisoten, potem se inkorporira tudi v politiko, v neke medosebne odnose, med ljudi, in je to bi rekel, so to te negativne binkošti? Torej tukaj to sovraštvo, ki je bilo v drugi svetovni vojni, je bilo grozno. Torej vemo, in kakšna grozodejstva so bila tudi v drugi svetovni vojni. Zdaj to sovraštvo odpraviti iz src, to more samo Bog, samo Sveti Duh, je potrebno spreobrnenje. Zdaj to se vleče, nažalost, ta dediščina druge svetovne vojne se vleče v evropskih narodih, potem pa tudi v slovenskem narodu. Ampak jaz bi omenil 5. Mojzesovo knjigo, torej 32. poglavje, kjer je rečeno, najvišji je določil meje narodov. Potem pa Izaija, 10. poglavje, od 13. do 14. vrste, torej kjer ta prerok vidi, torej polaga v uste Levijatana besede, torej jaz svojo močjo, svojo modrostjo sem odpravil meje narodov. Torej svojo armado sem oropal narode, torej duhovnih dobrin, moralnih, kulturnih dobrin in tudi materialnih dobrin. Ne? Torej in to, lahko se ta prerok Izaija nanaša torej na Asirce, na osvajalno vojno Asircev, ki so podjarmili, oropali in zasužnili mnoge narode v tedanjem svetu in so prestopali meje. Torej so odpravili meje, so oropali narode. Lahko to nanašamo tudi na Babilonce, torej ki Babilonici so potem postali velika velesila tedanjega sveta, so prestopali meje narodov, so narode oropali, njihovih dobrin, torej duhovnih, moralnih dobrin, potem tudi materialnih dobrin. In torej tukaj to prestopanje teh meja in tudi Jeruzalem so porušili, tudi izvoljeno ljudstvo so hoteli uničiti. Torej tukaj prerok vidi, da v ozadju je Levijatan. Pravi, ne da bi kdo odprl kljun, ne da bi kdo čivknil, sem uresničil se to, sem dvignil zemljo kakor zapuščeno jajce. Torej tukaj, če gledamo drugo svetovno vojno, ki je bila osvajalna vojna, torej se je dogajalo nekaj podobnega. Torej da so bile odpravljene meje med narodi z nasiljem, torej z vojno in potem Hitler je imel načrt osvojitve Evrope in še kaj več. Torej potem ropanje narodov, potem duhovno, moralno uničenje, torej in potem tudi materialno ropanje. Torej to se ne da razložiti brez Levijatana. To se pravi, on je uspel mobilizirati toliko visoko letečih satelitov, ne da bi kdo odprl kljun, ne da bi kdo začivkal, torej in je izvršil to strašno opustošenje. Torej, ki je bila druga svetovna vojna, ki je bila tudi napad torej na katoliško cerkev in sploh na krščanske narode. Ob tej vaši razlagi vidim resnično, da je svetopismo pisano za vse čase v tej duhovni teologiji, kar ste zdaj prebral iz preroka Izaije, se tudi danes uresničuje v sedanjem svetu. Vemo
za načrt, veliki reset, kjer nič ne boste imeli pravi, ampak boste vseeno srečni. Torej, da ne bo več privatne lastnine, ampak bo vsa ta lastnina v rokah nekih privatnikov. Potem, kar ste vi povedal za drugo svetovno vojno, vemo, da so bankirji financirali in nemško stran in pa zavezniško stran z denarjem. In potem seveda pridobili dejansko te velike količine denarja in samo utrdili še oblast nad svetom. In tako, da se ta načrt uresničuje, vemo, da so določene sile v parlamentu evropskem, ki zagovarjajo, da ne bi več smelo biti nacionalnih držav. Gre se za to, da ne bo več nekih nacionalnih držav, ampak da bo vse te meje bodo prestopile. Torej, gre za to, da se bo skoncentrirana finančna in realna oblast v peščici nekega vodstva, vsi drugi ne boste imeli nič in boste srečni, mogoče se bo dal kakšen neki minimalni dohodek in kar se zdaj tudi razmišlja o tem, da je se kapitalizem izpel in da moramo zdaj najti neko novo obliko družbe, ki bi bila seveda pravična, in tako naprej. Ampak vsi ti cilji, kar ste tu prebrali iz preroka Izaije, so napovedani. Da, so napovedani in to, kar vi govorite, torej je v teku. Zdi se, da gre za normalen razvoj, ampak v resnici poteka najbolj pretanjena vojna za osvojitev celotnega sveta. In tukaj se prestopajo torej meje narodov, se kršijo meje narodov, ker se prestopajo moralne meje. Najprej se prestopajo meje moralne dinamike, torej teh 10 božjih zapovedi, ki določajo torej meje, tudi moralne meje in potem tudi meje narodov. Torej v tej novi svetovni vojni se te meje prestopajo. In to novo svetovno vojno spremljajo nova grozodejstva. Torej sedaj trenutno največje grozodejstvo je ravno torej ta pošastni svetovni genocid splava. In tukaj Janez Pavel II je proti temu napisal veliko okrožnico Evangelij življenja leta 1995, kjer govori, da tukaj gre za objektivno zaroto zoper življenje. To se pravi, objektivno zaroto, ker tukaj imamo že na 2 milijardi umorjenih otrok, takšnega grozodejstva še ni bilo torej v zgodovini. Torej tukaj to ni mogoče izpeljati kaj takega brez zaveze. To se pravi, obstaja in se uresničuje zaveza z očetom laži in potem ubijalcem človeka, ker Satan je po definiciji morilec človeka, torej noče laži, kakor pravi Jezus. Torej zato tukaj gre za ogromne procese, torej kakor pravi tam prerok Izaija, ne da bi kdo odprl kljun ali začivkal, edino ta Janez Pavel II odprl kljun, torej in začivkal proti temu pošastnemu genocidu, ki je v teku. In potem pravi, da delujejo 3 dejavniki pri tem pošastnem genocidu in odpravljanju mej. Torej to so, pravi, močne mednarodne organizacije in finance, potem zloraba javnih občil, ki so to propagirale in propagirajo, torej vodijo jezikovno vojno proti dekalogu, 10 božjim zapovedim, med katerimi spada tudi 6., potem 5. božja zapoved. In potem imamo še takšen zločin medicine, kakršnega še ni bilo v zgodovini, namreč da medicina, ki bi morala skrbeti za zdravje ljudi, sodeluje pri tem genocidu otrok. Takšne zlorabe medicine še ni bilo. Ja, samo moramo pa tudi pomisliti na to, da je tu velika laž, ki zajame potem široke množice ljudi,
tako kot ste rekel, s temi številkami, ki pa hočejo biti dobri, ampak v okviru nekih težkih življenjskih situacij se jim to na nek način zgodi, in je treba potem misliti tudi na vso to, bi rekel, široko lažnivo dogajanje sveta in ljudi in tudi, bi rekel, vseh teh ljudi, ki so bili ranjeni tudi na ta način, skozi to laž in prevaro hudobnega duha. Da, tukaj o subjektivni krivdi posameznikov tukaj ne moremo govoriti, torej, ker ne vidimo vesti posameznikov in njegovih težkih razmer. Ampak papež govori o objektivni zaroti zoper življenje. In tukaj so lahko odgovorni kdo? On je rekel, da za ta splav, za tako veliko razširjenje splava, je kriva tudi ta zavrnitev enciklike Pavla VI. Humane Vitae. Poglejte, škofovske konference, ki so zavrnile torej, ta nauk Humane Vitae po Janezu Pavlu II. Posredno, ne neposredno, ampak posredno imajo tudi svojo odgovornost pri širjenju tega svetovnega genocida. In potem moralni teologi, ki so isto učili, ali pa še nekateri učijo po teoloških šolah, tudi oni imajo, torej ko zavračajo ta nauk te enciklike, tudi oni imajo posredno odgovornost pri tem svetovnem genocidu. Poglejte, kam smo že prišli. Da, ne, ampak zdaj, če še škofje, pa škofovske konference, pa duhovniki se motijo oziroma so zavedeni, kako naj ne bi potem bilo ubogo ljudstvo ali pa sploh še te naše postkomunistične, ateistične družine in ljudstva, kako to, kar kažejo potem dejansko tudi dejstva po teh socialističnih državah in številke, kako potem oni ne bi bili izgubljeni in zapeljani. Da, to je tako težka situacija, torej, da je sam Janez Pavel II. Torej, cel pontifikat se je bojeval torej, za življenje in potem za pravo pojmovanje življenja tudi v cerkvi. Ampak on je tudi rekel, da ta vojna proti otrokom najbolj ogroža svetovni mir in lahko, torej, ker ogroža svetovni mir, lahko bo ta vojna prešla na odrasle. In tukaj bi rekel, če obstaja ta načrt o svetovnem zmanjšanju prebivalstva, potem bi bil to načrt o svetovnem genocidu. Ja, evgeniki skrbijo za ta problem, ko oni pravijo, da je preveč človeštva, in zato se tudi na svetovni ravni vodijo vse te politike, ki bi naj dopeljale do zmanjšanja človeštva. Torej, začela sva pri teoloških razlogih za situacijo druge svetovne vojne, podaljšala to v sedanji čas in prišla do načrtov zla za celotno človeštvo. Rešitev je v Kristusu, on je odrešenik. In gospod profesor, kaj boste povedal še za konec te današnje oddaje? Torej, tukaj ta načrt o svetovnem zmanjšanju prebivalstva ni uresničljiv brez sodelovanja z očetom laži, torej in morilcem človeka, torej kakor pri prvem genocidu, tako bi tukaj potem lahko govorili, da obstaja torej ta babilonska vojska, ti visoko leteči sateliti, torej da v ozadju so močne organizacije in finance, potem zloraba materialističnih občil po vsem svetu, ki torej delajo v to smer. Torej, ker zdaj ne obstaja noben drug problem več kakor samo ta COVID-19, to se pravi, da gre za manipulacijo svetovnega
mnenja in potem torej je možna zloraba medicine, kakršne še ni bilo, torej v zvezi z biološkimi orožji in potem torej ta vojna bi potem bila možna, ker je razširjena, torej materialistična civilizacija in za materialistično civilizacijo je absolutna dobrina samo biološko življenje. Torej samo biološko življenje in ljudje, večina je materialistov, torej so vezani dol na to biološko življenje, zato so strašno ranljivi na tem področju, ker zanje ne obstaja več večno življenje. Ne obstaja Bog, ne obstaja ne nebesa, ne pekel. Torej zato ta vojna je možna zaradi materialistične civilizacije. In tukaj bi za konec omenil pismo enega kardinala, torej 4 škofov, torej njihovo izjavo, kjer pravijo, da za katoličane ni moralno dopustno, da bi sprejemli cepiva proti COVID-19, ki uporabljajo celične črte otrok umorjenih pri splavu. Pravi, ker s tem bi indirektno bi podprli industrijo splava. Torej ta industrija splava pa temelji na izkoriščanju tega pošastnega genocida. Torej in tako bi kristjani, katoličani bi indirektno na neki način to podprli. In Pij XII je rekel, torej v 20. stoletju je greh postal industrija. V 20. stoletju, največji greh 20. stoletja je ta, da ni več greha. In potem greh je postal industrija. In to je očitno, da je greh industrija pri tej industriji splava in pri izdelavi teh cepiv, ki imajo te celice umorjenih otrok. Če bi cerkev sprejela ta cepiva, torej bi potem indirektno sodelovala pri industriji splava in bi torej indirektno podprla torej to industrijo greha, to industrijo greha. S tem pa bi torej cerkev, ki je vesoljni sakrament odrešenja, kakor uči drugi Vatikanski koncil, bi se spremenila v vesoljni sakrament pogubljenja. To se pravi, bi se spremenila v cerkev Antikrista. To seveda pa ni sprejemljivo. Ja, zdaj se postavil direktno v nasprotje z to izjavo teh kardinalov in duhovnikov, v nasprotje moralne drže in razlage glede teh cepiv. Tako da to je pač izjava bila teh kardinalov in njihovo mišljenje. Cerkev pa vemo, da je zdaj tu glede teh cepiv dala neke vrste, bi rekel, kot neko manjše zlo, da se sprejmejo ta cepiva. Mogoče bi tu nekje midva končala glede teh različnih drž, ki ste jih vi navedel, pa sedaj tudi bi lahko rekli uradne cerkve in moralnih teologov. Vsak pa je prav, da sliši glas ene in tudi druge strani in da se potem vsak torej tudi kot vedno odloča sam. Da, Jezus je rekel, spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila. Hvaljen Jezus in Marija. Na vekomaj, amen. Spoštovani, v zelo težki oddaji smo se dejansko dotaknili bolečine in zla v tem današnjem svetu, ampak ne pozabimo, Kristus je prišel reševati in tako rešuje vse nas in nas ljubi, tudi svojo materjo Marijo, in nas rešuje v svoje kraljestvo. Lep pozdrav, Jezus Kristus je bil dober in je
rešitelj za vsako življenje.